Gurmani že poznate številne dobrote iz perutnine Ptuj. Zdaj je čas, da spoznate še kakšno novo. Recimo lepo začinjen, ravno prav eksotičen piščančji kari. Nagrajen tudi z zlato medaljo na sejmu Agra. Dober tek! Živimo v svetu energij, kajti mi smo energija in te energije nam lahko pomagajo, da presežemo lekcije. Kako je to možno, vam zaupa pranoterapevtka Tatjana Melin. Energijsko zdravljenje poteka naravno, brez bolečin in kemije, lahko poteka tudi na daljavo. Učinki pa so vidni takoj, konkretne izboljšave počutja, bolezni in bolečine, odprava glavobolov in migren, terapija proti bolečinam, spodbujanje energetskega pretoka, odprava bolečin v križu, sklepih ter hrbtenici, izboljšanje krvnega obtoka, odprava ginekoloških težav, pomoč in podpora pri operacijah ter velikih odločitvah, barvna terapija, energijsko čiščenje čaker in aure, pomoč in podpora pri izpitih, pa čiščenje in energiziranje tlorisov, prostorov in parcel. 3x zdravljenje-z-energijami.si. Pozdravljeni, moje ime je Bernarda in to je oddaja Vita, življenje je lepo. V današnji oddaji bomo v gosteh pri Tanji in Tatjani. V prvem delu se bomo z docentko doktorico Tanjo Bagar pogovarjali o konoplji. V drugem delu oddaje pa bomo obiskali pranoterapevtko Tatjano Melin, s katero se bomo pogovarjali o tem, kako si lahko ob spremembah v življenju pomagamo z energijami. Z docentko doktorico Tanjo Bagar, mikrobiologinjo in doktorico biomedicinskih znanosti se bomo danes pogovarjali o konoplji. Najprej lep pozdrav in najlepša hvala, da ste nas prejeli tukaj v vaši čudoviti dnevni sobi. Hvala lepa za vabilo in lepo, da ste prišli. Povejte nam za začetek, zakaj je konoplja tako učinkovita? Razlog, zakaj je konoplja tako učinkovita pri ljudeh, je to, da konoplja vsebuje ene učinkovine, ki jih imenujemo kanabinoidi. In te učinkovine imajo eno prav posebno mesto v našem telesu. Namreč, znanstveniki so ugotovili, da naše telo ima nekaj, kar danes imenujemo endokanabinoidni sistem. In namreč naše telo v določenih okoliščinah samo proizvaja molekule, ki so zelo podobne kanabinoidom. Imenujemo jih endokanabinoidi. In te molekule so v bistvu zelo podobne THC-ju, kot ga poznamo iz konoplje, in CBD-ju, kot ga poznamo iz konoplje. In poleg tega ima naše telo, poleg teh molekul, ki jih občasno proizvaja, ima tudi receptorje, kamor se natančno te molekule prilegajo. In skupek teh receptorjev in teh naših lastnih kanabinoidov imenujemo endokanabinoidni sistem. In ugotovili so namreč, da ta endokanabinoidni sistem opravlja zelo pomembne vloge v našem telesu. V bistvu, skoraj vse sisteme, ki so jih v telesu proučevali, so ugotovili, da ta sistem bistveno vpliva na njih, torej ta endokanabinoidni sistem. In ker niso več vedeli, kako bi opisali to kompleksnost delovanja, so v bistvu najboljši način, kako pišemo, je, da je kot nekakšno SOS stikalo. Ko kadarkoli gre karkoli v našem telesu narobe ali karkoli nas spravlja izven, bi rekli, celične in biokemijske optimalnega stanja, takrat se ta SOS sistem vklopi, proizvede endokanabinoide in ti aktivirajo vse procese, vse sisteme v našem telesu, da nas spravijo čim prej v najbolj optimalno stanje našega telesa. Če si predstavljamo, morda vsi najbolje poznajo, kako deluje naš imunski sistem, ampak malo pa je poznano, da je imunski sistem prav tako, da za optimalno delovanje imunskega sistema prav tako potrebujemo dobro delujoč endokanabinoidni sistem. In ko se naše telo sreča, recimo, ko vdihnemo neke viruse, takrat se najprej mora endokanabinoidni sistem vklopiti in ta ugotovi, v našem telesu je en virus, ki ga nočemo, in ta potem imunske celice aktivira, da začnejo uničevati virusne. In podobno deluje za mnogo stvari. Če vdihnemo zrak, ki je poln toksinov,
če pijemo vodo, ki je polna toksinov, če doživimo emocionalni stres ali pa če se fizično poškodujemo, vsakokrat je prva linija obrambe ta endokanabinoidni sistem. In če se ta sistem poruši? Ja, tako, če se ta sistem poruši, pa to vodi prav tako v mnogo sprememb v našem telesu. In te spremembe lahko vodijo v razne bolezni. Malo je odvisno od vsakega posameznika, kako se to v obliki simptomov ali bolezni pokaže, ampak načeloma za večino kroničnih bolezni, kot sta rak, kronična izčrpanost, avtoimune bolezni in podobno, za večino teh so vse ugotovili, da so zelo pomembno povezane z tem, da naš endokanabinoidni sistem neha pravilno delovati in da nas enostavno več ne zaščiti, ko bi to zaščito potrebovali. In ravno tu je morda najboljši odgovor na vaše prvo vprašanje, ne zakaj je tako učinkovito. Ker ravno te rastlinski kanabinoidi pa lahko to vlogo nekaj časa opravljajo namesto naših lastnih, ko naš ne deluje dobro. In ko opažamo po počutju, po spanju, tako naprej, da vidimo, da naše telo, naš kanabinoidni sistem več ne spolga vseh izzivov, ki jih vsak dan imamo, je to dober signal, da rabimo neke rastlinske zunanje kanabinoide, da nam pomagajo neko fazo v življenju preiti. Zdaj, ko vas tako poslušam, se sliši vse skupaj zelo logično, zelo enostavno. Zakaj imamo potem še vedno take predsodke o sami rastlini konoplji, ki je v bistvu, njene učinkovine so znane že tisoče let? Zakaj še vedno ti predsodki? Zakaj? Ja, zato odgovor na to vprašanje moramo iskati enostavno v relativno nedavni zgodovini, ker tako, kot ste omenili, v bistvu ne samo, da to rastlino ljudje za njihove potencijale človek že zelo dobro pozna, v bistvu je ta rastlina, če bi gledali razvoj Zemlje, bila tu na našem planetu, preden so ljudje prišli na ta planet. Tako da že kar dolgo zgodovino ima, preden je prvi človek na Zemlji bil. In tudi odkar se je človek prvič srečal s to rastlino, je zelo hitro jo spoznal njene potencijale in so jo s pridom uporabljale praktično vse civilizacije skozi človeško zgodovino. Vedeli so natančno, zakaj jo lahko uporabljajo, zakaj ni, zakaj so vlakna, zakaj so učinkovine, zakaj so semena in tako naprej. Potem je pa prišel v neki trenutki naše zgodovine v Ameriki do preloma te prohibicije. Konoplja se je začela zelo aktivno tam preganjati, nekako se je povezalo pojav konoplje oziroma se je poskušalo politično povezati pojav konoplje z imigranti, z Mehičani in tako naprej. Najprej so aktivno preganjali predvsem alkohol, potem to ni uspelo in so mogli najti novega sovražnika in ta sovražnik je pač bil konoplja. In začela se je intenzivna antipropaganda, povezovali so konopljo pač z prehodom na trše droge, z nasiljem, z marsičem in to je nekako v naših glavah ostalo. Ta prohibicija se je potem iz Amerike razširila tudi po Evropi in v bistvu po celem svetu. In ta neka stigma je ostala v naših glavah, v naših malih možganih in nas enostavno do danes spremlja. In če se ne poglobimo, pa se ne izobrazimo, če ne poiščemo sami informacij takšnih, ki so objektivne, potem imamo enostavno te predsodke, s to, kar naša družba nekako z njimi še vedno jih avtomatsko prevzamemo z delovanjem naše družbe, nekako je v kolektivni zavesti naše družbe, da je to še vedno neka rastlina zla, da se s tem začne, pa potem od tukaj pa greš v svet kriminala in trdih drog, in kar se je dejansko pokazalo, da nič od tega sploh ni res. Se pravi, je največja pomanjkljivost tega to, da smo ljudje neinformirani, da sploh ne dopustimo, da bi nam nekdo povedal tudi na znanstven način, kako je to pravzaprav učinkovito in koristno za naše telo. Točno tako. Problem je enostavno stigmatizaciji. Problem je, da osnovni problem je že tu, da se tako sploh uči, oziroma da je taka neka splošno prepričanje, že to je en mit, ki ga je potrebno nekako razbliniti. Potem pa definitivno tako za vse stvari, tudi tukaj treba je poiskati informacije, s tem, da mogoče ravno pri konoplji je tu še večji izziv, zato ker če gremo iskat, recimo povprečen človek gre na splet iskat informacije o konoplji, bo našel milijon informacij, med njimi kontradiktorne informacije in velikokrat je tu zelo težko ločiti pleve od dejansko vrednih informacij. Zato je zna biti tu še malo bolj težavno.
Ampak definitivno to je ta prava pot, treba se izobraziti, informirati in res ugotoviti, kaj je res od tistega, s čim so nas pa nekako hranili informacijsko. In ravno zaradi tega so v bistvu zelo potrebne tudi raziskave na tem področju, tako kot ste prej rekli, da se potem loči, kaj so zdaj tiste prave informacije in mislim, da znanstveno dokazane informacije so verodostojne. Tako, čeprav po eni strani ta rastlina je ena izmed najbolje proučenih rastlin sploh, kljub temu pa se kaže ravno zaradi tega kompleksnega delovanja, pa ker je ta rastlina vsebuje preko 1000 različnih biološko aktivnih učinkovin, in zato, ker v našem telesu tako kompleksno deluje, ker praktično vpliva na vse, pa kljub temu, da je dobro proučena, je potrebno še več vlagati v raziskave in mislim, da je to edina prava pot, da se spodbudi čim več raziskav, da se res natančno razišče vse, da se razišče, kako uporabljati, kdaj uporabljati, v kakšnih koncentracijah in potem bomo prišli do pravih rezultatov in bo tudi ta rastlina našla svoje pravo mesto. Ravno to, ne? Zdaj, ko se človek znajde v situaciji, ko mu, na primer, zdravniki ne znajo več pomagati, kam se obrniti potem na, nekako se mi zdi, da še vedno se to nekako, joj, koga bom zdaj poiskal, pa se dela vse tako potiho, pa samo da noben ne izve, da jaz to jemljem, ne? Ja. Kam se sploh obrniti? No, ena stvar, kamor se lahko obrnejo, je naš inštitut IKANA. Mi tudi uporabnike jim svetujemo, jih napotimo k zdravnikom, ki jih v Evropi zdaj že poznamo, ki poznajo to tematiko, so odprti, svetujejo, spremljajo, predpisujejo zdravljenja. Tako da najboljša pot je pač se obrniti na eno organizacijo, ki ima izkušnje s tem, ki se poslužuje znanstveno dokazanih rezultatov in potem se tukaj naprej usmeriti. Super, zdaj pa da poveva še kaj uporabnega. Tukaj na mizi imava kar nekaj produktov iz konoplje. Če nam lahko poveste, kaj o njih, kako jih uživamo, zakaj jih uživamo. Tako, morda bi najprej začeli z tem, kar je na sredini. Torej, to so neluščena konopljina semena, to so pa uluščena semena. Zdaj, pri semenih je morda najpomembnejša informacija to, da res vsebujejo, to so ena najbolj, bi rekli, kar se hranil tiče, bogate hrane. Zato, ker danes jemo hrano, ki ima veliko kalorij, pa zelo malo hranil. In ugotavlja se, da večina ljudi v današnji dobi, v tej moderni civilizaciji, zaužije veliko hranil in kljub temu, da zaužijemo veliko hranil, pa so naša telesa iz vidika hranil samih, vitaminov, mineralov, vlaknin podhranjena. In tukaj pa imamo eno živilo, ki je res zelo bogato, bi rekli, res vsebuje ogromno esencialnih maščobnih kislin, to so omega 3, 6, 9, vsebuje vse esencialne aminokisline, to so gradniki naših mišic, v bistvu rastlinski proteini, potem vsebuje tudi vitamine, minerale, elemente v sladovih, vlaknine, v bistvu vse, kar bi človek z vidika hranil potreboval. Tako da zato z vidika hrane so te semena izjemno priporočljiva. Potem iz njih se pridobiva olje, to je hladno stiskano konopljino olje, ki se pridobi iz neoluščenih semen. To je prav tako izjemno bogato ravno v teh omega 3, 6 in 9 maščobnih kislinah. Tudi razmerje med 3, 6 in 9 je pri konopljinem olju eno izmed najboljših razmerij z vidika, kako deluje na naše telo, da je zelo podobno razmerju, kot ga mi imamo v našem telesu in zato tudi zelo dobro deluje na naše telo. Potem tukaj imamo konopljin čaj, to so enostavno rastlina posušena in se lahko uporablja kot čaj. S tem, da pri čaju je dobro vedeti, da je potrebno ga kuhati vse 15 do 20 minut in vse z polovico žličke nekaj hladno stiskanega olja oziroma maščobe, zato ker te učinkovine, kanabinoidi, o katerih smo se prej pogovarjali, ti so topni v maščobah in če kuhamo čaj samo v vodi, te učinkovine ne dobimo ven. Tako da, ko kuhamo čaj, je potrebno to ali dodati mleko ali pa dodati neko hladno stiskano maščobo, recimo nekaj nevtralnega okusa, kot je kokosovo ali podobno, da dobimo te učinkovine. Potem pa je tukaj primer še kapljic, ki so pridobljene iz ekstrahiranih listov in cvetov rastline. Te se pa v bistvu uporabljajo kot prehransko dopolnilo. To je primer dveh, ki sem jih prepeljala iz Avstrije.
Tam se to normalno v lekarnah prodaja in se lahko dobi. In to je načeloma CBD, te CBD kapljice oziroma CBD olje, ki je v Sloveniji postalo zelo popularno in ima zelo pomemben pomen po eni strani, da vzdržujemo zdravje, tako smo se prej pogovarjali, ne, ko opazimo, da naše telo ne funkcionira ali se ne odziva več tako dobro, kot prej, zato ko smo preveč pod stresom, preveč stvari se nam dogaja, da bi lahko vse to nekako v redu obdelali. Takrat se recimo CBD izkaže kot izjemno pomemben. Ve se, da recimo stres je eden od tistih večjih povzročiteljev bolezni, v bistvu bolj kot skoraj karkoli poznamo, ne. In CBD so zelo intenzivno študirali in so ugotovili, da nekako ta molekula zaščiti naše telo, da tudi če smo izpostavljeni stresu, ker pač vedno se mu ne moremo izogniti, da zaščiti tako naš timus kot nadledvično železo, kot v bistvu vse organe, tudi možgane, pred učinki tega povišanega kortizola. Tako da CBD je res ena taka molekula, ki je popolnoma nepsihoaktivna in v bistvu izjemno pomembna za ohranjanje našega zdravja, ko smo pod nekim večjim pritiskom ali pod večjimi izzivi. Ima pa ta rastlina še ogromno drugih kanabinoidov, vse skupaj jih je sedaj znanih že skoraj 200. In recimo tukaj je primer enega kanabinoida CBG, ki se je tudi izkazal kot izjemno potenten, recimo pomemben je pri tvorbi kostne mase, tako da pri osteoporozi recimo kaže izjemne potencijale in še mnogo drugih. Super. Mislim, da smo na kratko povedale, upam, da kak predsodek tudi presegle in da bodo tisti, ki bodo iskali informacije, iskali te na pravem mestu. To bi bilo super. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Tatjana Melin je morala skozi življenje, skozi različne preizkušnje, ki so jo pripeljale do tega, kar trenutno je, in da lahko s tem pomaga tudi drugim. Lepo pozdravljeni, gospa Tatjana. Lepo pozdravljeni v moji družbi. Me iskreno veseli, da sem doživela tudi to, da lahko iz lastnega doma pošljem v svet to, kar delam z srcem za ljudi. Povejte nam spremembe, ki so se začele dogajati v vašem življenju in kam so vodile? Spremembe nekako pri meni so se začele dogajati v letu 2000, ko sem za neke perspektive pogledala na svoje življenje in ugotovila, da pravzaprav ne živim to, kar bi želela in kar bi na nek način želela za svojo družino. Ugotovila sem, da sem bolna, da rabim pomoč. Ugotovila sem, da moje finančno stanje ni tako, kot si želim, in ugotovila sem, da moja družina ne živi tega, kar bi si zaslužila z mano. In takrat so se začele spremembe. Dovolila sem si, da si pomagam na kakršenkoli način, ki bo prišel do mene, ki bo meni služil in bom čez to lahko prišla v spremembo, ki sem si jo želela. Želela sem si biti zdrava, biti srečna, da moja družina živi srečno življenje z mano, jaz pa z njimi, da smo na nek način v obilju na vseh področjih. In kako ste potem nekako začeli s tem? Začela sem tako, da sem se sama odločila za alternativno zdravljenje. Takrat je bila to pranoterapija in nek splet okoliščin je takrat pripeljal do tega, da sem se istočasno, ko sem bila na zdravljenju, tudi sama odločila, da se naučim ali pa poučim o zdravljenju z energijami, o zdravljenju z pranoterapijo in da recimo lahko sebe distanciram in pogledam na življenje z vseh zornih kotov, ker takrat je veliko lažje oceniti, kaj moraš spremeniti, na kak način moraš spremeniti in kam te pravzaprav ta sprememba vodi. In je bilo težko sprejeti to odločitev? Oziroma to, ko ste začutili, da vam je nekaj dano, je bilo težko narediti ta korak in iti po tej poti? Ne bom rekla, da je bilo lahko. Odločitev je bila zelo lahka.
Ko se je pa sprememba začela, ko se je začelo spreminjati moje življenje, takrat sem ugotovila, da pravzaprav imam veliko stvari v življenju, ki jih moram uravnovesiti, sharmonizirati, da bom lahko živela to, pravzaprav zaradi česa sem poslana na ta svet. Glejte, vsi danes govorimo o spremembah. Sprememba, ko jo sprejmeš, se ti zdi lahko. Ko pa začneš za to spremembo živeti, takrat se začnejo postavljati življenje, takrat se začne življenje postavljati na drugačne tirnice, začneš čutiti, občutiti, videti in se s tem tudi distancirati. Ne se poistovetiti z problemom, ampak iz problema najti rešitev. Danes je meni to lahko, ker vedno vidim ne problema, ampak rešitev. In pravzaprav danes lahko rečem, da niso problemi, so samo izzivi. In v izzivih imaš ti veliko možnosti, na kak način se boš izziva lotil, na kak način boš izziv zapeljal, da se bo izziv pravzaprav začnel spreminjati v pravljico, ki jo želiš živeti. Povejte nam, k vam prihajajo ljudje iz vse Slovenije, celo iz tujine. Ja, točno tako je. Moram povedati, da neke reklame si jaz ne delam, ker meni so največja reklama ljudje, ki vedo povedati, kaj so tukaj doživeli, predvsem pa, kaj so z mano in za svojo spremembo pridobili, na kak način so si uravnovesili življenje in na kak način lahko, recimo, žena pogleda na moža, mož na ženo in predvsem to, da lahko na svoje starše pogledamo z drugačne perspektive, da končno razumemo, da smo mi podaljšek svojih staršev in da pravzaprav, če gledamo na način zakon svojih staršev ali pa življenje svojih staršev, mama in očeta, imamo veliko bližnico, na kak način spremeniti svoje življenje, da lahko živimo tisto, kar nam pri starših ne odgovarja, je naša naloga, da mi začnemo spreminjati in takrat, ko mi to začnemo spreminjati, takrat tudi začnemo živeti z poslanstvom svoje duše, bom rekla. Se pravi, pri zdravljenju greste od samih temeljev, se pravi od otroštva, od staršev in potem postavljate stvari na novo oziroma nekako postavljate meje, kar je za tistega človeka, ki pride do vas, za njega uporabno in kar naj pusti pred vrati. Glejte, vedno se nekdo v družini odloči za zdravljenje. Za zdravljenje se odloči z enega razloga, ker bodisi ali je alkohol problem v družini, ali je nasilje problem v družini, iz kakršnekoli razlika. In vedno je potrebno pogledati, kaj se pravzaprav dogaja v primarni družini. Ker primarna družina je izvor tistega, iz koga ti prihajaš. In jaz vedno rečem, gledajte na svojega otroka, ker ta otrok je skupek vaju dveh in nosi genski zapis ali pa celico od obeh, od očeta in matere. In če recimo mi imamo obe informacije, potem je tudi lažje pogledati, kaj so starši doživljali takrat, ko so bili starši nam ali pa ko smo mi bili otroci njim. Vedno se te izmenjave dogajajo in vedno nekje v matrici je zapisano, kaj določena družina nosi in kaj določena družina ima za rešiti na tem planetu Zemlja, ki je pravzaprav zelo lep planet. Obilja ni bilo nikoli toliko, kot je na tej zemlji. Hkrati, ko imamo tako veliko obilja, pa lahko rečemo, da pa živimo notranje zelo revno. In ko smo se prej pogovarjali, ko se odloči en član družine za zdravljenje, ste rekli, da se počasi postavlja celotna družina oziroma da se celotna družina nekako z njim zdravi. Je to res? Je to res, zaradi tega, ker vi ne morete energijam povedati, na kak način naj delujejo. Energije same poskrbijo in ljubezen vedno teče tja, kjer je najbolj potrebno. Vi ne morete ljubezni povedati temu človeku, pa ne ljubezni, zaradi tega, ker so energije inteligentne lepotice in same najbolj znajo, kjer je zdravljenje najbolj potrebno, kjer je potrebno podpreti družinske člane, da bojo sprejeli spremembo, ker vi morate razumeti, če se nekdo odloči za zdravljenje, pomeni, da se njegove frekvence spreminjajo. In če se spreminjajo te frekvence, pomeni, da se mora, mislim, po eni strani ne more
je to naravno dano, da se celotna družina spreminja z njim, zaradi tega, ker se frekvence med sabo uskladijo, se sharmonizirajo in na koncu vsi pogledajo na isti problem ali pa recimo oviro z drugačnega zornega kota in sprejmejo kot izziv in na koncu vedno zmaga ljubezen. Ljubezen je tista, ki energetsko topi stvari, ki so nerešljive, ki po eni strani izgledajo, da se nikoli ne bojo uskladile, ampak tam, kjer je ljubezen, tam, kjer je svetloba, se stvari spreminjajo. Tisti, ki se odloči za spremembo, tako kot ste prej rekli, na začetku se zdi ta korak nekako v redu, ampak potem, ko se pa spremembi, pa začne naprej razvijati, pa se začne spraševati, pa res je meni tega bilo treba, zdi se ti, da, vi ste rekli, da se potem frekvence nekako uskladijo, da ti dvigneš druge ljudi na svojo frekvenco, kaj pa če se ti zdi, da te drugi za svojo nekako nižjo frekvenco vedno znova nekako nazaj k sebi želijo pritegniti, kako v tem primeru? Veste kaj, sprememba vedno pride in mi smo že spremembi prej dali prosto pot, da lahko pride do nas. Takrat, ko se ti odločiš za spremembo, se povežeš za svojo dušo. Takrat, ko se povežeš za svojo dušo, ti duša tudi sporoči, kje postavljati meje, kateri ljudje so, ki ti služijo, kateri pač lahko na miren način rečeš adijo, sva upravila, kaj smo imele in lahko greš naprej. V bistvu vedno v sprememba kot sama že narekuje, da se bo nekaj spremenilo in več ne bo tako, kot je bilo. Se pravi, lahko da menjava službe, lahko da odidejo določeni ljudje, kar je povezano z okolico. Kar je pa povezano za tvojo družino, se pa dogaja pri tebi in tvoja duša ima zapis, zaradi česa si v tej družini in kateri zapis, kot sem že prej povedala, nosi družina, kaj je tisto znotraj primarne družine za sharmonizirati, uskladiti, da se življenje postavijo na tirnice, da živiš v skladu za svojo dušo in za svojo družino. Se pravi, skozi spremembo se dogaja to, da tisto, česar dejansko ne potrebujemo, nekako pustimo za sabo in gremo po drugi poti naprej. A je lahko kaj lepšega, kot da čez energije spustiš tiste stvari, ki jih pravzaprav ne rabiš, ko ugotoviš, da pravzaprav res vsega ne rabiš, kar si imel, in ostaneš znotraj aure samo to ti, kar si, in usklajuješ svoje življenje, se pravi, iz astral-nega v mentalnega, z mentalnega v čustvenega, iz čustvenega na fizično. In na tak način potem tudi poteka neko zdravljenje, ko ti recimo uskladiš vsa svoja telesa med sabo, uskladiš energetske centre in potem živiš to življenje, ki ti je dano. Kaj bi vi rekli, kaj je potem tista točka, ko lahko človek reče za sebe zdrav sem? A je to neka svoboda biti to, kar resnično si in nehati ugajati drugim? Za mene je to moja svoboda, da sem lahko to, kar sem, da se ne rabim pred drugimi dokazovati, da me vidijo. V bistvu sem prišla do te točke, da mi je čisto vseeno, ali me kdo vidi ali me ne vidi. Jaz sem to, kar sem in živim to, kar želim živeti. Če je bilo recimo moje prepričanje, da je materialno obilje tisto, ki bi ga želela živeti, si danes želim živeti obilje na vseh področjih, obilje mojega notranjega miru, kajti če jaz imam ta svoj notranji mir, lahko delam, lahko ustvarjam, lahko dam drugim to, kar sem. Če pa imam težavo sama s sabo, pa pomeni, da ne morem 100% delovati, ker nosim tisto težavo in se 3/4 časa ukvarjam za tisto težavo, namesto tega, da bi napolno živela svoje življenje. Povejte nam še za konec, tisti, ki čuti, da mu vi lahko pomagate, kako priti do vas? Zakaj priti do vas? Kaj lahko pričakujejo, čeprav pričakovanja so spet tisto, kar mogoče ni najbolj v redu, ampak kaj človek vseeno mogoče lahko pričakuje, če pride do vas? Glejte, jaz sem si dala zaveze v vesolje, da pač naj pridejo tisti ljudje do mene, katerim lahko jaz pomagam. Glejte, izkušenj je zelo veliko, ali je to na kariernem področju, ali je na to finančno področje, ali je to bolezensko stanje, kakršnokoli stanje je, zaradi tega, ker čez energije
sem si v bistvu ustvarila en svoj koncept dela, katerega sem neštetokrat sama preizkušala, či deluje. In vam povem, da deluje 100%. Super. Kaj bi še lahko povedali za konec? Kako opogumiti tiste, ki čutijo, da se v življenju začnejo dogajati neke spremembe? Kako opogumiti, da ne vztrajajo v svoji coni udobja, da vseeno naredijo tisti korak naprej? Kako? Da se vseeno odločijo in pogledajo na svoje življenje z drugačne perspektive in dovolijo svoje duši prosto pot, kajti duša je tista, ki se izraža skozi človeka. In ko ti imaš to povezavo za svojo dušo, ko duši dovoliš pravzaprav, da ustvarja tisto, zaradi česa je pravzaprav prišla sem, takrat dobiš samo še tiste stvari ali pa tiste ljudi ali pa situacije, da lahko izražaš v polno sebe. In ko se enkrat odločiš za to spremembo, potem to pomeni, da sprememba deluje tebi v prid in ti omogoči, da lahko živiš življenje, ki si ga želiš. Vseeno je pa najprej tisto, kar moraš sprejeti, da se ti sam odločiš in stopiš iz cone udobja v cono spremembe in da potem iz te spremembe začneš delovati. In potem nekako življenje samo poskrbi, da Teče. grejo stvari, tečejo v svoj pravo krog. smer. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prosim. Ko pridejo preizkušnje v življenju, se ne ustrašite. Sprejmite spremembo in pogumno stopite na pot spoznavanja samega sebe. Bodite sprememba, ki jo želite videti v svetu. To je bila oddaja Vita. Življenje je lepo. Do prihodnjič pa ne pozabite. Imejte radi življenje in življenje bo imelo rado vas. Gurmani že poznate številne dobrote iz perutnine Ptuj. Zdaj je čas, da spoznate še kakšno novo. Recimo lepo začinjen, ravno prav eksotičen piščančji kari. Nagrajen tudi z zlato medaljo na sejmu Agra. Dober tek! Živimo v svetu energij, kajti mi smo energija in te energije nam lahko pomagajo, da presežemo lekcije. Kako je to možno, vam zaupa pranoterapeutka Tatjana Melin. Energijsko zdravljenje poteka naravno, brez bolečin in kemije, lahko poteka tudi nadaljavo. Učinki pa so vidni takoj, konkretne izboljšave počutja, bolezni in bolečine, odprava glavobolov in migren, terapija proti bolečinam, spodbujanje energetskega pretoka, odprava bolečin v križu, sklepih ter hrbtenici, izboljšanje krvnega obtoka, odprava ginekoloških težav, pomoč in podpora pri operacijah ter velikih odločitvah, barvna terapija, energijsko čiščenje čaker in aure, pomoč in podpora pri izpitih, pa čiščenje in energiziranje tlorisov, prostorov in parcel. 3x zdravljenje z energijami.si